so se danes tresla tla, ko je po Ukancu takole paradiralo nekaj manj kot 100 krav. Tako so Bohinjci obujali stare čase in počastili spomin na svojo tradicijo, ki je močno povezana z živino. Pepca je prava bohinjska cika. Je manjše rasti, rjavo-bele barve in je zelo skromna. Zato so cike primerne za pašo v Višavah, z mlekom sicer niso tako radodarne, so pa kljub temu še vedno zanimive za tiste, ki prihajajo na Kravji bal. Lansko sem že bil, letos sem ponovno tukaj, ker mi je všeč. Vsako leto pridem, se mi to pade. Tisti, ki so Kravji bal prvič obiskali že pred desetletji, pravijo, da se je od takrat marsikaj spremenilo. Ljudi imamo manj, ker saj zdaj, včasih jih je bo več, pa več je teleh štantov. Morda pa so v Bohinju tudi s pomočjo pestre komercialne ponudbe v svoj kraj privabili številne tuje goste. Največ je bilo Avstrijcev, nad dogajanjem je bil navdušen tudi turist iz Arizone. Ljudje so se res zabavali vsaj tako kot nekoč, ko so planšarji ob koncu poletne pašne sezone prignali trope krav iz planin nazaj v dolino. Fanti, ki so prišli in dekleta tudi, ko so prišli iz planine, seveda je bila zabava obvezna. In čeprav smo se medtem malce modernizirali, imajo pravi planšarji še vedno ogromno dela. Je treba ostati, krave iskati, pa je treba most. Je pa z življenjem na planini zelo zadovoljen pastir Lojz. Veliko manj stresno gor živeti, ker žival je veliko bolj poslušna, kot pa ženska. O pastirskih modrostih bi lahko še razpravljali, o poslušnosti in lepoti bohinjske cike pa nikakor ne.